Zavod Burja se ukvarja z opolnomočenjem različnih ranljivih skupin, predvsem skupnostmi narodov bivše Jugoslavije, živečimi v Sloveniji. V okviru projekta Balkan Express, ki se financira iz Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, v ta namen začenjamo serijo 5 podkastov, ki so namenjeni promociji medkulturnega dialoga v prostoru nekdanje Jugoslavije oziroma jugosfere. O pojmu bo tekla tudi današnja debata. Z vami sem Ivana Novak, kulturologinja, delujem na področju filma. Moj današnji gost pa je dr. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka Slovenske kinoteke, predavatelj na AGRFT v Ljubljani in na Akademiji za vizualne umetnosti. V Slovenski kinoteki vodi andragoško-pedagoške programe, je filmski teoretik, avtor številnih esejev in razprav, v katerih obravnava med drugim fenomene družbeno angažiranega filma, slovenskega filma in kinematografij nekdanje Jugoslavije. Torej pravzaprav idealen gost za naš podcast. Kaj ti, Andrej, en dober del tvoje raziskovalne knjižne dejavnosti obravnava prav kinematografije nekdanje Jugoslavije. Pa da te najprej lepo pozdravim. Hvala za povabilo. In se zahvalim tudi tebi za obisk. Kaj je pravzaprav tisti glavni razlog za tvoje akademsko zanimanje, za ta fokus na kulturni prostor bivše Jugoslavije? Ja, verjetno je prišlo tle do ene take kombinacije neke notranje nujnosti, če ne temu tako rečem, ki me, ne vem sicer zakaj, ves čas usmerjali tja bolj proti Balkanu, bolj proti vzhodu. Recimo, ko smo bili še srednješolci in potem na začetku faksa in ko so prijatelji v glavnem potovali na zahod, to se pravi Amsterdam, Pariz, Berlin in tako naprej, sem jaz ponovadi štopal po jugoslovanskih krajih in Beograd mi je bil recimo eno najbolj fascinantnih mest na teh poteh in seveda tudi vse ostale večja in manjša mesta v tedanji Jugoslaviji. In v tej kombinaciji potem vseh izkušenj iz tega prostora in pa seveda mogoče bi rekel že od mladega zanimanja za kulturo in umetnost se je potem verjetno to združilo v tej umetnosti, ki sem se ji potem najintenzivneje posvečal, to se pravi v filmu samem. Zdaj tukaj ima verjetno tudi velik pomen nek ta kulturni prostor v tem smislu, da smo tudi, televizija in ostali mediji, kar jih je še bilo v nekem obdobju, bili sestavni del našega odraščanja. In pa seveda jezik. Jezik, to, kar je danes nekaj, kar si mlade generacije težko zamišljajo, da pač mi smo dejansko govorili, razumeli, se pogovarjali, v temu, kar je bila takrat srbo-hrvaščina, danes so to 3-4 različni jeziki, ampak vendarle, ki je dejansko ni predstavljal nobene bariere, nobene prepreke, nasprotno, pač se mi zdi, da je s to svojo raznolikostjo dodajal tisto dodano vrednost, recimo tej mogoče majčkeno bolj rigidni slovenski vpetosti v neko majčkeno bolj okorelo okolje, medtem ko Jugoslavija v celoti, seveda na različnih področjih, je pa prinašala nek bistveno širši spekter te izkušnje, komunikacije, povezovanja in seveda odkrivanja kulture in umetnosti. Lahko vprašam, zakaj prav Beograd, to si omenil kot eno tako najljubše mesto v bivši Jugi? Ne vem, zato, ker ima vse, kar imajo veliki, če ne tako rečem. Skratka, edino vele mesto, v tem, dobro, zdaj je Zagreb tudi že v tej, ampak takrat je bil dejansko z vsem tem recimo fascinacijo vele mesta, na drugi strani pa seveda ta melting pot kultur, sicer ne tako kot Sarajevo, ampak vendarle, tudi v Beogradu si naletel oziroma naletiš na ta srečanja Orienta, Zahoda, česarkoli že, skratka neka izjemno široko kulturno spektrsko okolje in pa obenem seveda izjemno prijazni ljudje, s katerimi, težko rečem, da imam kakšnega zelo dobrega prijatelja v Beogradu, ampak zmeraj pa srečaš ljudi, s katerimi v trenutku navežeš stike in se tam začne dogajati kar tako rekoč iz nič.
Če preskočiva zdaj v 90. leta, lahko pojasniš koncept jugosfere, namreč pojma, ki je pozitivno naravnan in odraža poskus konstruktivnega obnavljanja vezi med posamezniki oziroma skupnostmi držav bivše Jugoslavije, še posebej na kulturnem področju. V kakšnih konkretnih oblikah se ti zdi, da se jugosfera danes ali pa da se je uveljavljala od 90. let dalje, recimo primeri filmov, režiserjev ali pa publikacij, projektov? Ja, jugosfera je v bistvu relativno, ne toliko nov pojem, ampak pojem, ki je mogoče na nek način zamenjal dva bolj uveljavljena ali pa pogosto pojavljajoča se koncepta. Na eni strani seveda postjugoslovanskost, kot nekaj, kar v tem veriženju postov, nečesa potem nekako mogoče ni najbolj ustrezno poimenovanje, vsekakor pa seveda je konceptualno zelo domišljen, predvsem v teoretski sferi, če govorim o filmu, najbolj osredotočeno v teoretski sferi, predvsem akademskega zahoda, s študijami, kot so recimo Pavle Levi, predvsem Diana Jelača, Dino Murtić in podobni, ki so zelo intenzivno ravnali to polje. In na drugi strani ta bivša Jugoslavija, former Jugoslavija, skratka, ki pa spet opravlja z neko preteklostjo in spet ni, kar se mene tiče, tako ustrezen koncept, medtem ko jugosfera pa mogoče bistveno manj uveljavljena, ampak vendarle konceptualno osredotočena predvsem na kulturno sodelovanje, skratka na sodelovanje v polju umetnosti, kulture in ostalih vidikov, ki niso oziroma naj ne bi bili politično konotirani. Ker vemo, da pač razpad Jugoslavije je posledica nekih nacionalizmov, političnih osredotočenj oziroma obratov v nacionalno samo, medtem ko jugosfera pa seveda nekako skuša obujati ta kozmopolitizem, seveda ne pač preprosta inverzija, ne bratstva in edinstva, ne v tem smislu, ampak vendarle, če rečemo, da lahko, oziroma temu, čemur smo nekoč rekli, ali pa še danes, skupna jugoslovanska izkušnja na kulturnem področju, to, o čemer tudi nekateri teoretiki umetnosti in filma govorijo, da se danes skuša potem znotraj tega procesa oziroma tega pojma skozi te procese artikulirati. Kar se tiče projektov, mogoče, seveda tukaj je ta participatornost in nekako sinergije, ki se uveljavljajo. Jaz bi mogoče samo omenil, nažalost, dva propadla že projekta. En je bil Balkanis, ki je bil revija, ki je izhajala celo v Ljubljani. Drugi je bil Mediantrop, pri katerem sem imel čast tudi jaz sodelovati v uredništvu, ki je izhajal v Beogradu. Nažalost tudi že končan, in pa seveda mislim, da ključen projekt v tem smislu so pa Sarajevske zvezke, ta pač izjemen kulturen konglomerat, ki je dolga leta, nisem prepričan, če še živijo, ampak so res izdali, mislim, da 50 številk do zdaj in podobno, in to so bile res izjemno prodorne študije na v celotnem območju. In seveda s tem, ko se neka konceptualnost vzpostavlja, ali pa ko se to polje sodelovanja vzpostavlja, se zmeraj tudi samo sebe premišljuje. Neka avtorefleksija je prisotna in se potem znotraj tega gradi in oplaja in nadgrajuje. Če se pa vrnem čisto konkretno na umetnost, oziroma predvsem na film, spet nazaj, pa seveda ta kozmopolitizem oziroma ta jugoslovanska izkušnja nekaj, kar je bilo prisotno tako v preteklosti, Želimir Žilnik, Karpo Godina, Živojin Pavlović, skratka avtorji, ki praktično so sodelovali, pa niso edini, se tudi Štiglic konec koncev, če se vrnemo še bolj nazaj v slovensko zgodovino. Prej bi rekel, da je manj, ali pa Babič in podobni, manj avtorjev, ki niso delovali v tem kozmopolitskem prostoru, če ga tako imenujemo pogojno, kozmopolitizem seveda. Da je bilo manj te čiste nacionalne kulture, kakor pač te multinacionalne. Živojin Pavlović je bil v bistvu režiser ednih največjih klasik slovenskega filma. Ki še zdaj mogoče nima te vrednosti, ravno zato, ker ga ni režiral slovenski režiser, ampak pustimo, to so druge zgodbe. In ravno tako ostali igralci, Ratko Polič, da ne naštevamo, to so, ali pa
v naših filmih, ne, mislim, slovenskih, tako naprej. Danes pa mislim, da ta prostor sicer deluje pod drugimi principi, ne, principi predvsem koprodukcij, ki so konec koncev tukaj pogojevane finančno, ne, ker Medklic presenetljivo, ne, v bivši Jugoslaviji film zelo pogosto ni imel finančnih problemov, ne, kar je velika dobrobit. Ne, in to je uvedel šele kapitalizem. tako, ja. Danes pa, ampak ne glede na to, ne, pa seveda imamo spet primere tako slovenskih avtorjev, ne vem, kaj vem, če Matjaža Ivanišina tako iz glave potegnem, ne, in Karpo Potnik recimo, ne, se vrača na poti, ki jih je spet te jugopoti, ki jih je Karpo Godina nekoč delal, ali pa Playing Man, ne, ki ta balkanski bazen obravnava, ali pa ne vem, obraten primer Jelena Maksimovič, montažerka, ki dela z Vlado Škafarjem, ki je pri nas posnela, mislim, 4-5 filmov montirala, hkrati pa seveda snema svoje filme, ki so pa ravno tako, ne vem, domovine, spet neka kozmopolitska zgodba vezana na Grčijo, skratka ta balkanski prostor se tako ali drugače ves čas oplaja, sodeluje in mislim, tle bi naštevali bi lahko, mislim, primerov je praktično ogromno, ne. Predvsem pa koprodukcije, ne, če že z edinim slovenskim Oskarjem, če tako rečemo v navednicah, ne, nikogaršno zemljo začnemo, ne, kjer se pač potem ta prostor odpira ravno zato, ker išče sobivanje, ampak ne nujno samo kapitalsko. Ampak zakaj se ti zdi, da v večini recimo kinematografij, filmografij slovenskega filma, da v bistvu povezujemo to oznako slovenski film samo z slovenskimi režiserji? Jaz težko rečem, zakaj je temu tako, ampak mislim, da je to vendarle neka dediščina tistih procesov, ki so bili vezani na obujanje tega ne bom rekel nacionalizma, ampak vseeno krepitev te neke nacionalne nezavesti, ki je bila povezana z poskusi principa nekega samozavedanja, ne, ki pa je zelo pogosto potem krenil v napačno smer, ne, mislim, krenil v tisto smer, kjer se poveličuje oziroma kjer se diferencira in vrednoti, ne, več vredno, manj vredno, oziroma naše, njihovo, kar ni naše. In mislim, da je to tukaj pač nek model, ki se je vzpostavil in ki ga ni nihče teoretsko zares še presekal, ne, ker mogoče še ni napočil čas, ko bi se ta teoretski obrat oziroma ta teoretska zavest uveljavila in da bi se pač enostavno to spet premislili in potem zagotovo, mislim, nek poglobljen pogled, recimo tako kot piše zgodovino slovenskega filma Peter Stanković, ne, mogoče pa celo on, ki bo prišel do konca, ne, tega, da bo pogledal tudi v to teoretsko oziroma konceptualno polje, ali pa kdorkoli drug, ne. No, saj mislim, da Peter Stanković, ravno sem prebrala to drugo knjigo o preporodu slovenskega filma, pa se vendarle ne toliko na režiserje, ampak seveda pogoj oziroma kriterij glavni je bolj ta, da je slovenska produkcija, oziroma ne vem pa, koliko jemlje v obzir slovenske koprodukcije, ne. To pa verjetno ne, ker bi jih bilo pa potem, bi bila naša zgodovina slovenskega filma precej bogatejša. Definitivno, ja, in tudi sploh pa danes, ne, ker produkcija je izjemno se, kako bi rekel, pomnožila oziroma potencirala. Ravno zdaj v Kinoteki smo začeli delati research za novo filmografijo, to se pravi od leta 2011, ker do 2010 je bila zadnja, ne, za novih 10 let. In če vemo, da mislim, da so v prejšnji filmografiji 304 filmi, ne, ali 303, smo tukaj prišli samo pri igranih filmih na številko preko 180. In potem to se pravi, da bomo v 10 letih podvojili verjetno število tega, kar je bilo do zdaj narejenega, oziroma do 2010. Ne, to se pravi, da je ta produkcija. In upoštevali bomo samo večinske koprodukcije, mislim, ker te sta te dva termina, ne, manjšinska pa večinska koprodukcija. Če se premakneva v neko drugo desetletje, k neki drugi umetniški formi, ki pravzaprav
je zelo zaznamovala tudi tvoje življenje, tudi tvoje osebno življenje, bi rekla. Verjetno pa tudi poslovno, mislim, verjetno pa tudi neke karierne odločitve pa delo. Tvoja mladost je v bistvu sovpadla z enim najbolj produktivnih obdobij na področju glasbe v Jugoslaviji. Šlo je za novi val, ki so ga zaznamovali bendi, kot so bili Azra, EKV, Idoli. Kako si padel v novi val? Kaj ti je osebno, pa tudi tvoji generaciji, ta glasbena scena pomenila? Ja, v novi val sem padel, tako kot bi rekel moj prijatelj Matjaž Zupančič, k Pilatu Vero. Namreč jaz sem pripadnik one generacije, ki je šla v vojsko takoj po koncu srednje šole. To so bili tudi procesi, ko je JNA že izgubljala neko to indoktrinacijsko moč, in potem so naredili ta generacijski preskok, da tudi če si šel na faks, prej si po faksu šel v vojsko in takrat si bil seveda star 27-28 let, nisi bil več ravno gnetljiv material. No, skratka, da skrajšam ta začetek, jaz sem prišel iz vojske zelo hitro po nekem mesecu dni, ker mi ta scena ni najbolj odgovarjala, in takrat sem nenadoma, prej je bila moja generacija dejansko pred punkom, skratka, mi smo bili, če rečemo, hipi generacija ali kakorkoli, skratka neka rockerska rock'n'roll scena, in potem sem se nenadoma znašel sam v prostoru, kjer nisem poznal drugih ljudi in se začel na nek način ozirati okoli, kaj se bo zdaj dogaja, in potem sem pač, se veš, tako kot so te naključje slučajno naletel na nekaj glasbe, ki me je, moram reči, takoj potegnila. In potem kmalu za mano je iz druge kasarne prišel domov Andrej Savski, danes član Irvinov, NSK-ja, slikar, s katerim smo nekako podobno potem se začela usmerjati, in naprej se pa je začela zgodovina odvijati. In seveda takrat so potem vsi ti bendi, ki si jih omenila, in seveda vrsta drugih, praktično nastopali non-stop, sicer to niso bili veliki festivali, kot Bijelo dugme, pa te stari bendi, ki so štadione zasedali, ampak klubska scena je bila pa izjemno močna, tako v Zagrebu, v Beogradu, v Ljubljani, seveda tudi za K4 oziroma FAVM takrat in podobno. In ti bendi so potem postali sestaven del te glasbene scene. In moram reči, ko so se ostali frendi vrnili, moja generacija v tistem letu iz vojske je tudi tja že počasi prodrla, tako da ko se je ta, recimo, ker mi smo bili kar velik prijateljski krog, ko se je ta krog popolnil nazaj, ni bilo kaj več dost razmišljanja oziroma nostalgije po rock'n'rollu v tej, recimo, bolj psihedelični obliki, ampak smo se vsi nekako družno orientirali v to novo glasbeno obliko oziroma trend, gibanje verjetno. Kaj pa je pravzaprav ta specifičen zvok oziroma drža prej verjetno novega vala v primerjavi z prejšnjimi žanri oziroma nekimi obdobji v rock'n'rollu? Ja, mislim, dve stvari sta tukaj, mislim, da zelo pomembni za sam novi val. Na eni strani seveda njegov predhodnik oziroma sočasnik punk, ki je bil pač ta radikalen prelom, politično angažirana in seveda glasbeno neusmiljena intervencija v obstoječe stanje. Na drugi strani pa seveda tudi dejstvo, da punk prebija, mislim, kot ledolomilec, prebija določene trende, medtem ko nima pa tega širšega zaleda, če ne tako rečem. Skratka, ni glasba, ki bi bila nekako širše sprejemljiva. In novi val je pa tukaj, se mi zdi, kot neka hibridna forma. Vemo, da pač od post-punka, če ne tako rečemo, pa seveda regija, skaja, tudi določenih čist rock'n'roll obrazcev, bluza celo in tako naprej. Je nek tak, bi rekel, zelo hibriden žanr, ki je potem na nek način seveda na Balkanu povezan še s tem klasičnim balkanskim melosom zelo pogosto, kar je tudi en, se mi zdi, pomemben segment, nastal neko turišče, v katerega so se pa zdaj sem pač recimo o glasbenem segmentu govoril, v tekstovni obliki, pa potem
znotraj njega pa uveljavljali spet zelo različne žanrske oblike besedil, od recimo neke čiste poezije, če omenjamo Azra in Štuliča, do recimo nekih zelo političnih, radikalnih statementov, do precej zabavnjaških, recimo idolov, beograjskih in podobno, ali pa pri nas, kaj vem, otroci socializma, Via Ofenziva in tako naprej, spet, post-punk, novi val, tle se seveda te stvari malo mešajo, ne. Na eni strani kot spet udarno, politično angažirani bendi, na drugi strani Lačni Franc kot neka bolj cirkusantsko, populistično, ampak spet zelo subverzivna oblika, tako da ta heterogenost se mi zdi je tista, ki je pa nekako, kar je presenetljivo, delovala inkluzivno, združevala. Niso, ne vem, ska rifi odbil unga, ki je šel bolj v psihedelijo, ampak so nekako zelo sinergetično sobivali, ne. In to je, se mi zdi, potem ta heterogenost tega obdobja, ki sicer ni bilo toliko dolgotrajno, ampak vendarle relativno dolgo, kljub vsemu, v primerjavi recimo s punkovskim tistim boomom kratkim, Pa zdi se mi, da tudi ta smisel za humor je bil verjetno tako inkluziven, v tem smislu, da je povezal tudi veliko različnih, mislim, recimo Malčiki, Idoli. To je bila tako, to je noro dober smisel za humor, tudi neka ironija do sebe, konec koncev, pa seveda do simbolov nekega socializma, pa tako ne. To je bilo verjetno tudi dobro delovalo na to, da so bili tako popularni, mislim. Ja, zagotovo, ker so imeli to pronicljivost na eni strani humorja, na drugi strani pa, kot si rekla, subverzija. Humor, ki je bil hkrati preprosto smešen in obenem še subverziven. To, kar je pa tudi, ne vem, malo pozneje sicer zabranjeno pušenje počeli, pa to ti bendi, ki so pa potem že na meji, ampak ja, vsekakor je humor tudi ena zelo pomembnih sestavin tega, Predvsem to, da so pokazali, da sicer ga lahko zelo zares, ampak na zelo različne načine, in da ta subverzija je res široko polje ustvarjalnosti. Če skočiva za hip nazaj k filmu, zanimivo je, ko sva se pripravljala na ta podcast, sva se dobila na kavi, pa si rekel, da je kinematografija tukaj zamujala, in to je res, da v bistvu v filmu 80-ih let ni take energije, hiperproduktivnosti, kot je v glasbi. Kako si razlagaš to neenakomerno razporeditev kreativnih sil med dvema tako pomembnima umetniškima formama? Ja, to v bistvu sem potem še naprej razmišljal o tem, je res zelo kompleksno vprašanje, zelo težko sem se pol sicer spomnil, da obstaja ampak to je res edini film, ki ga poznam, ki je novovalovski film par excellence, če ne tako rečem, to je Dečko, ko je Obečeva, ne vem, če se spomniš mogoče, Miša Radivojevič, mislim, da je režiser, Berček v glavni vlogi, skratka ta generacija igralcev iz tega obdobja. Tako da en primer imamo, in na drugi strani mogoče lahko menimo še spet Karpa Godina in njegov Rdeči bugi, ki sicer film, ki govori o džezu, ampak tako, da so glavni akterji pač pripadniki ravno te alternativne, punkovske, novovalovske, NSK-jevske scene v tistem obdobju. To se pravi, igralci v samem filmu, igralci, ki v bistvu igrajo jazz, prepovedano muziko takoj po vojni. Skratka, je tle dosti teh aluzij, tako kot povezava, ampak neposredno pa tukaj imamo noter Dixie pa jazz, mislim, pa bugi, skratka te jazzovske oblike, nimamo pa novega vala ali pa punka. Jaz mislim, da je to majčkeno povezano predvsem z situacijo, v kateri, seveda, če gledamo na te prebojne momente jugoslovanskega filma, kinematografije, pač 60. leta, pozna 60. leta z novim valom oziroma s črnim valom, in potem ta pozna 70. začetek 80. v bistvu s praško šolo, z pač temi krogom oziroma tudi, če je bil takrat novi film, oziroma novi jugoslovanski film, to je jugoslovanski novi film, skratka pri teh izrazih je imel skratka generacija hrvaških in predvsem srbskih režiserjev, to se pravi Grlić, Zafranović, Karanović, Marković, Kusturica. Ja, on je pozneje majčkeno prišel, tako da ni glih v ta krog ne pade, pa mislim, da sta bila še Filač, Kamermana pa Perko, če se ne motim.
Skratka, ki so prišli z to klasično, bi rekel, s tem klasičnim ustvarjalnim nabojem, ne, da je treba neko politično agendo, bi rekel, svoje travme razrešiti. Ne. Njihovi filmi so izjemni, ki pa se spet vračajo v to obdobje po vojni, in tako naprej. Ne vem, če se obrnem mogoče malo bedast, ampak vse je neko drugo situacijo, ki danes mogoče bolj razumljiva. Skratka, ko se je pojavila Dogma, 95, so te prve se spet vrnili v nek neorealizem, skratka, nekaj, s čimer je treba, če hočeš biti kao, svojo poetiko furati, moraš v neke začetke stopati. In se mi zdi, da ta moment, da so vsi ti režiserji mislim, ne vsi, pa družno, ampak na nek način v te travme, na te travme osredotočili in naredili pa seveda vrsto genialnih filmov, nekako zamudili ta moment, ki bi bil generacijsko njihov, v tem smislu. In da potem nove generacije, ki so prihajale, pa enostavno niso imele te prebojnosti. Pač tukaj imamo, kot rečeno, sem pa kakšen film, ki se pojavi, ampak če gledamo na to, ta zgodovinski tok, sta ta dva res močna trenutka prebojnosti, se mi zdi ta novi jugoslovanski film, jugoslovanski novi film, oziroma pa Črni val, pa Praška šola. In Praška šola, kot rečeno, pade ravno v to obdobje. Tudi, če si omenjala Kusturico, ki pride malo pozneje, on gre s prvencem, Sječeš li se doli bel spet v zgodovinsko nazaj. Skratka, hecen je, da se mladi ne osredotočijo v svoj tukaj in zdaj v tistem zgodovinskem trenutku, ampak se vsi na nek način še vrnejo v to povojno obdobje. Zanimivo. Ker v 90-ih pa potem ravno ta preporod slovenskega filma, o katerem si tudi ti pisal, z Janom Cvitkovičem, pa Uleru, Burger, pa ne vem, če si pisal tudi o Outsiderju, ampak vsekakor pa še sem noter. No, ampak Outsider je edini, ki se ukvarja z zgodovinskim obdobjem. Vsi oni se pa dejansko... Šterku pa Ljubljani. Pa Šterkov Ekspresu pa Ljubljani. Ja, mislim, vsi so postavljeni v nek zdajšnji trenutek, in to je tudi njihova moč v bistvu. Absolutno, jaz mislim, da to, takrat, ko je bilo to upanje, oziroma ko se je ta preboj zgodil in dogajal, je bilo ravno to. Zdaj smo pa dobili generacijo, ki se osredotoča na tukaj in zdaj. Ampak nažalost so po drugem, tretjem filmu pa nekako se je ta osredotočenost malo, se mi zdi, ni bila več toliko resnična, oziroma ni bila več toliko, mislim, ne vem, šli so v neke univerzalne zgodbe, ki so pa mogoče bolj abstraktne, preuniverzalne, da bi, ker jaz mislim, da zelo velikokrat je tisto, kar je najbolj univerzalno, najbolj običajno, oziroma v neki običajni izkušnji se lahko skriva to univerzalno izkušnjo, dosti bolj kot v nekih abstraktnih velikih temah. Hvala za poslušanje prve epizode našega podcasta. Pogovor z Andrejem Šprahom se nadaljuje v drugi epizodi. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja.